Pozdravljeni v epizodi MCC-evega podcasta MCC vam pove. Danes je z nami Gregor Videc, pozdravljen. Živijo. Bravo. Moje prvo vprašanje je tako zelo nenavadno, kako si kaj v teh časih, kaj se kaj dogaja? Ja, mislim, odvisno z katerega zornega kota gledam. Psihično sem super, mentalno super, mogoče materialno malo manj super, ampak ja, nekaj pozitivno gledam na stvar. Pozitivno. To rabimo, vedno, ne? Absolutno. Zdaj, glede na to, da so taki neki čudni časi, bi se mogoče na začetku najnega pogovora vrnila 20 let nazaj. Pa bi te vprašala, glede na to, da si Celjan, ne? Kaj je drugače, kaj se ti zdi, da je ena taka stvar, ki se je 20 let dogajala mogoče v Celju, da je drugačna od tega, kaj se zdaj recimo med mladimi dogaja, oziroma kak je bilo včasih, kak je danes, no? Vse je drugače, ni več subkulture, ni več. Socialna omrežja so prevzela tu totalno pobudo. Vidim vsake toliko, no, predvsem v zadnjem letu, treba reči, da tudi 10 let zdaj nisem bil toliko veliko prisoten v Celju, ker sem preveč potoval pa bil v službi. Ampak vidim vsake toliko časa kar dosti mladih, ki so okrog, ampak to druženje je čisto drugačno, kot smo ga mi nekoč imeli, ne. Če so že skupaj bolj kot ne, so vsi nakonektani na svoj telefon, malo se pogovarjajo, sedijo, malo grejo naokrog, lutajo po mestu, ko vesoljci, po domače povedano, ampak ja, tudi mi smo bili po svoji vesoljci, ne, ampak ja, drugače je, mislim, to, ko sem rekel, pač ni več neke subkulture, ni tudi mainstream kultura se spremenja, vse je drugače, vse na en način mesto obnovljeno, recimo, ne, staro mestno jedro, veliko bolj prijetno na pogled, ampak nima pa te mladinske duše, ni zgubljena nekje. Tako se mi zdi, da mi zdaj, dobni 40-letniki. Tako ne vem, ko se srečam s kakšnimi ljudmi, reče, kaj je ti mladinci, pa sem tudi 40 stari. Tako da ja, je drugačno, fejst drugače, kot bilo včasih. Imeli ste en štab definitivno v Celju, ne? Družili ste se. Bilo jih je več, mogoče, ja. Bilo je več, ne. Mislim, prvo kot prvo so bile tu srednje šole, ki so že bile v štartu nekako povezane med seboj, ne, pač nekako. Jaz sem obiskoval prvo gimnazijo, ne, v Celju, ampak potem tudi druge gimnazije, ne, mi smo se kar fejst skupaj družili, tudi druge šole, ne, bili smo zelo, ne glede na to, kako je bilo včasih v parku, kako je bilo za Savinjo, ampak ljudje so bili vsaj skupaj, ne, bila je neka povezanost, ne, tudi vseh teh srednješolcev, ne, govorimo predvsem o srednji šoli, ne. Potem so bili tu prostori, ne, klub, Barfly, teater, tega je bilo ogromno, ne, potem tudi že MCC, ne, konec koncev. No, danes pa pač vse za kompjuterjem, niti za kompjuterjem več, ne, vse na telefonu, na tablice. Pa se ti zdi, da bi mogoče rabili mladi neko, ne vem, tako subkulturo ali pa, da bi bilo to dobro za njih, ali Vsaka generacija ima pač neko svojo zgodbo, ne, mislim, ravno zdaj, ko prebiram nazaj, kaj se je dogajalo vse v Celju, recimo predvsem v 19. stoletju, ne, kako se je spremenilo iz tipično nekako, bomo rekli, nemškega mesta v slovensko mesto, kako se je potem skozi 20. stoletje spreminjalo, vsaka generacija ima nekaj, pa nekaj zgubi, ne, pa potem naslednja mogoče podeduje, pa nadgradi, ne, ali pa se nekaj zadeva tudi čisto pozabi, ne, tako da pač ti si bil naš moment, ti si bil naš svet, ne, to je pa zdaj njihov svet, ki ga drugače dojemajo, tako da tu, ja, mislim, če gledamo, kaj ravno zdaj, no, ko sem pogledal za Social Dilemma na Netflixu, ne, kako te socialna omrežja vplivajo na nas, kako nas držijo v nekem boksu, nas ne spustijo ven, je grozno, ne, če razmišljaš, ampak je to del nekega novega sveta, nek njihov svet, ko ga mi pač enostavno več tudi ne moramo razumeti, tako bi ga recimo dojemali pred 20 leti.
ni tu prav pa narobe, pa navadi oziroma sam drugače. Morajo si najti neko, izboriti svojo pot. Zdaj, če si jo bojo. Če bodo znali to dobro izkoristiti, bodo šli v zgodovino kot generacija, ko je nekaj naredila, če ne bodo pač pozabljeni, ne? Tako je. Ja, definitivno. Ja. Zdaj, če ostanemo še majčke na tistem cajtu, ne? Ja. Ste nekaj začeli ustvarjati za enim bandom, ne? Bandov je bilo veliko, ne? Aha, celo še, okej. Ja. Za enega jaz vem, da je bil tam 2000 neki, ne? Bilo je. Začetek. Mislim, jaz pač sem tako kot nadebudni srednješolc. Mislim, glasba je bila vedno del mojega življenja, no, doma tudi potem v glasbeno šolo sem hodil, ne. In pol v srednji šoli so se začeli formirati bendi, ne, to je bilo takrat, to so bila tista srednja 90-ta, ko je še rock glasba bila zelo popularna. Če si znal igrati kitaro, si bil glavni frajer, da se to nič več ne pomeni. Lahko ne vem kaj šprudlaš po varatu, pa ne bo nobenega, ki je veliko fasciniran, ne. Ampak ja, tako da tam v srednji šoli smo začeli, ne. To bendo je bilo cel kup, ne. Recimo Looking Shoes smo bili en band, pa smo bili Šok, pa smo bili Pobesneli prasci, recimo, še vedno ena izmed najboljših imen. Pa smo bili Life Exercise, pa sem pa igral tudi pri Riot, ne. To je bil en tak old school hardcore band, v bistvu starejša zasedba, malce od mene, ne. Potem pa naprej se pa razvil en multibol, s katerim smo še vedno aktivni na nek način, sicer bolj malo v zadnjih letih, no. Tako da to je 20 let nazaj, ki je zdaj še več kot 20, ne. Multibol 2001, Riot tam 97 do 99, 94, 95, 96 so bili pa vsi tisti drugi projekti. Na pol leta, pa imena, zasedbe, ne. Scena je bila taka, bili smo vaje po bunkerih, pa malo si se dobil z enim, malo z drugim, si naredil band, malo se to pokombinira. Odvisno seveda, koliko si znal igrati. V tistem obdobju, recimo, moje znanje kitare, kar se tiče klasične, je bilo dosti dobro, medtem kar se pa tiče rock'n'rolla, pa nisem imel pojma še, ne, sploh. Pa tudi oprema je bila problem, ne, dobiti neko pametno opremo, je bilo, dokler nisi nekaj zaslužil, ne, nisi mogel. Je bilo zanimivo. Pa zdaj pa dejansko tale Klon. Ja, to pa zdaj obstaja zadnje 2 leti, no, kot band. En tak, bom rekel, čist nova zadeva zame, ne. Pač pri Multibolu je tako, da smo vsi dosti obremenjeni s svojimi službami, se dosti križamo, ne. Pa tudi po 20 letih gre že drugim fest na živce, ne, v nekaterih pogledih. In je težko zbobnati vse skupaj pa narediti projekt nove plošče ali pa karkoli. Tudi ni več toliko motivacije, ne. Mogoče 2-3 koncerte na leto, to je, mislim, da že kar top, ne. Predvsem lani smo imeli, ne, 2019 smo imeli 2 koncerta, letos nič, ne. Drugo leto bo 20. obletnica, bomo imeli nekaj, ne. Medtem pa Klon je pa nastal iz tega ven, ker sva z Goranom, ki je tudi drugače kitarist pri Multibolu, imela dosti nekih idej, ki žanrsko ne pašejo noter v naš koncept, ne. In so potem iskala, se pravi, bobnarja pa basista, ki bi bila pripravljena priti zraven igrati, pa smo se potem dogovorili z Urbanom, s Krčom, ne, ki je drugače učitelj bobnov na glasbeni šoli, ne, pa igra pri Noctiferi, pa igra pri Guštiju, pa igra pri Samobudni, pa kje ne igra, ne. Pa na basu Luka Vinko, ki drugače igra pri Jackson, pa tudi v 1000 projektih zraven, ne, od Amy Winehouse in tako. Tako da, zelo zanimiva druščina, zato ker na eni strani imamo recimo tehnično zelo dovršenega bobnarja, učitelja glasbe, teoretika, vse, ne, zraven. Luka na drugi strani tudi, ne, zelo podkovan, ne, pa so pa jaz pa Goran, ne. Jaz z nižjo glasbeno šolo, sicer, ne, ampak Goran pa čisti samouk, ampak tudi zelo, mislim, en izmed meni boljših kitaristov pri nas, ne. Predvsem v tem smislu, koliko se
pripravljeni podrediti, pa kot mi recimo na filan z Egotom. Skratka, kar je najpomembnejše v bendu, da imaš neko celoto. In Klon smo pač taka zgodba. In od lanskega novembra, 10. novembra smo izdali prvi singl, tako da zdaj pa eno leto, kar smo začeli. Čeprav mi smo pa že 1 let prej začeli z vajami, pa se dobivati, pa posneli smo plošče tudi že veliko prej, tako da je to, zdaj že delamo drugo. Napoved, drugo. Dobre, super. Poleg glasbe, je pa nekako tvoja stvar tu, da vodiš oglede, Ja. Zdaj, dosti lahko po Facebooku sem jaz recimo največ spremljala, da vodiš te brezplačne oglede Celja, Kak je pa tukaj, kakva je tu zgodba? Zgodba je zelo preprosta, jaz sem v turizem vpet od svojega rojstva, zato ker moj oče pa moja mami, oba sta bila zaposlena v Kompasu, oče je profesor geografije drugače, pa en izmed turističnih vodnikov v Sloveniji, ki je še takrat za Kompas Jugoslavija, pa za Kompas Celje, potem kasneje naredil ogromno vodenj po svetu. Nekje tam med top 10 slovenskimi vodniki, zgodovinsko gledano je. In celo življenje, mami je pa tudi v Kompasu delala spodaj, je bila v prodajalni, mislim v tem delu, kjer so prodajali letalske karte in tako naprej, bila je IATA, CS Agent in tako naprej. To so čist drugi časi, danes to vse delamo prek spleta, takrat si rabo imeti licenco, da si šel v njihov program, Amadeus in tam potem naredil vse te rezervacije, kar še vedno obstaja, ne samo da to algoritmi, da danes za nas delajo te spletni portali, Tako da sem bil celo življenje, en tak otrok tega Kompasa tam, počitnice, pa tudi počitniško delo izgleda tako, da sem tisoče in tisoče pism zapakiral, obliznil, da gor, potem sem njihove arhive pospravljal, ker je bilo Sizifovo delo, ker vsakeč, ko sem pospravil, so prišli not, pa so razgledali vse, pa spet je ovo. In tudi moje otroštvo, kar se tiče naših dopustov, izgleda približno tako, da vsak dopust je bil študijska tura. Oče si je izbiral lokacije po Evropi, kjer recimo še ni bil in kjer se mu je zdaj zanimivo, da bi lahko peljal ljudi na izlet ali pa potovanje. In tako smo mi potem hodili na morja, na poletne turneje po evropskih državah. Takrat še mene seveda ni veliko zanimalo, to vse skupaj. Bolj me je zanimal recimo Game Boy pa igrice pa tako naprej. Ampak potem kasneje, ko sem pa začel sam voditi, je bilo pa smešno, ko sem prišel v Strasbourg, pa to sem že bil iščen takrat poslušal. Zdaj se mi ne bilo treba toliko veliko učiti pa pripravljati, kakor sem se pa mogel. Tako da moja zgodba je s turizmom povezana od rojstva. Potem v srednji šoli smo delali tukaj v Celju izpite za lokalne turistične vodnike, pač v sklopu turističnega društva Celje. Ampak pri meni je bila vedno ta, glasba, pa neka umetnost. Med drugim tudi sem zelo rad grafite delal, sem rad se s tem ukvarjal. Čakaj, da to kar moramo staviti. Kaj je pa grafit celjski mogoče, da se lahko ob njem na tebe spomnimo? Trenutno, mislim, bil je tam dosti dolgo na mariborski nasprot Ema, multibol grafit je bil tak, zelo dolgo. Mislim, vse je še, mislim, da so ga zdaj posprejali čez. Pa tudi Graffiti Street, jaz, Mark Požleb pa Miha Peperko, mi smo tam začeli delati. Tako da, potem seveda so prišli drugi, pa še, recimo še danes to nekako deluje. Tako da, več stvari me je zanimalo, ampak glasba je bila nekako vedno na prvem mestu. In glede na to, da smo z Multibol kar prelezli nekam, ogromno koncertov je bilo v tujini. Imeli smo srečo, da smo tudi imeli par manjših turnej po Evropi. Potem smo prišli pa do točke, ko smo videli, da je pa treba toliko nekega denarja vložiti. Problem pa tudi v tem, da danes glasbena scena se je nasplošno spremenila. Tudi ta glasba, ki jo mi igramo, je nekako šla ven iz svojega momenta
Drugo je pa, da enostavno samo vlagali nazaj, pa feedback je bil pa pač tista neka pozitivna nula več čas, ne, od tega ne moreš preživeti. In na tak način smo optimizirali zadevo, da nismo razpali, ampak da smo šli vsak v svoj posel. Jaz sem šel seveda v turizem, zato ker mi je nekako najbolj znan bil, ne, in sem že potem 2007 naredil tisto državno licenco za vodenje in potem 2010 počas začel zares voditi. Vse sem v mestu tukaj, ampak tako znormalno. In tu je bil bolj ta preskok. Ne. In pa začetki so bili zelo težki, zato ker pač pri nas je tako, da ljudje vedno gledajo na tvoj priimek. Ne? In zdaj, če imaš očeta, ki je bil zelo uspešen, pa ima tudi svojo turistično agencijo in prideš ti na trg kot nek turistični vodnik z novim SP-om, ljudje ne zaupajo, ne? Vsi mislijo, da boš prišel, ja, pa boš zdaj odpeljal neke grupe, poleg sebe, pa jih boš ti naprej vodil. Tako sem se na začetku kar malo boril, no? Pa sem v Mariboru vse nekako uspel dogovoriti s parimi agencijami, da sem začel, potem pa napredoval naprej. Zadnje 5 let se pa večinoma ukvarjam torej z vodenjem tujcev v Evropi. Se pravi, tako imenovani incoming, Evropa, predvsem delam veliko z angleško govorečimi Azijci, se pravi Filipini, Singapur, Indonezija, Malezija, v povezavi skupaj z eno turistično agencijo, ki dela ta incoming, ne, in potem pač letim na različne konce Evrope, jih tam prevzamem. In kot nekakšen tour manager zraven na teh potovanjih, seveda pa zraven še tudi povem, odvisno, če imamo zdaj lokalce, pa niso najboljši, ker prevzamem pobudo, da povemo tiste bistvene stvari, ker to je zelo odvisno, na koga naletiš, v kateri državi si. Tako da s tem sem se večino ukvarjal, zdaj pa koronca, pa smo doma, ne, že 31. decembra recimo sem zaključil turo, sem priletel Benetke, ja, in potem sem bil doma do avgusta. Avgusta vmes, ko je bilo, sem imel eno angleško družino v Švici, smo bili 7-8 dni, smo bili po Švici, ne, to je edino, kar sem letos naredil, ne. In ta zdaj končna zgodba, ne, s to Almo, pa s Facebookom, pa vodenje po Celju je pa dejansko to, da je Slovenska turistična organizacija, ne, le proti koncu leta našla nekaj sredstva, naredila en razpis, kamor smo se lahko turistični vodniki in pa agencije prijavili, ne, da z nekimi svojimi produkti. No, jaz sem pač odločil za vodenje po mestu, zato ker nekako trenutno se mi zdi najbolj optimalno. Najmanj je nekega vložka, ne, zgodba je pa celjska, je pa super, ne. Zelo zanimiva, ne, in pač na tej podlagi je to. Bi rekel tudi za lokalce, da je fajn, da se udeležimo? Absolutno. 70% ljudi, ki pridejo, so lokalci. Ne, zdaj v zadnjih prvih 14 dni so bili večinoma lokalci. Zdaj drugi sklop 14 dni, ki sem imel, pa že pridem tam nekje na 30% tudi ljudi iz Slovenije, preostale Slovenije, iz Ljubljane, Maribora, iz širše okolice, ne, počasi prihajajo, ne. Pač ena taka zanimiva zadeva je. In ja, to je zdaj financirano strani STO-ja, ne. Zdaj dobro, zdaj so spet danes nove omejitve, ne, ki nam spet nalagajo neke druga, ne, kaj bi rekel, no, skratka, ena druga zgodba bo spet, treba se bo prilagoditi in bomo videli, kaj se bo zdaj dogaja. Ja, zelo nam kreirajo nekak pot, ne? Ja, pa ja, no, vse po neki strani razumeš, ne, da je, ne, ampak neke stvari pa ja, se tudi ne moreš sprijaziti. Ja, zanimiva zadeva je. Ok, no, najlepša ti hvala za tale pogovor. Hvala. Upam, da bomo kaj še sodelovali, mogoče da boste kak koncert imeli. Ja, absolutno. Jaz to vedno poudarim, ne, jaz sem vedno za sodelovanje, ne. Ful bi si v bistvu želel, da se mogoče ponovno spet zgodi kakšen Rock the City, tako kot smo pred leti že nekaj delali, ne, da se mogoče spet zdaj po nekaj letih zadeva odpelje. Pa ja, pa tudi vodenje, ne.
to, kar smo zdaj govorili, ne, zdaj to je bilo sfinancirano s 13. ampak tudi bomo, jaz sem se odločil, da zdaj vsak mesec bom imel en free walking tour, pa na koncu dal lonček, pa kdo da noter. Odlično, evo, super. Tako da to. Se pravi, na Facebooku te naj spremljajo? Vse bo na Facebooku, vse, Facebook ali pa Instagram, ne, mislim, pač ta dva. Jaz sem tudi že star, čisto na vsak socialni medij se mi tudi ne da iti. Vse jih je težko spremljati, to vsa skupaj, vedno je kaj novega. Tako. Ja. Ok, no, hvala lepa. Hvala za povabilo. Vi pa nas spremljate še naprej in se vidimo na naslednjem na tem podcastu. Adijo. Adijo.